Dober večer, Dušan. Hvala, da smo se lahko srečali danes tukaj. Jaz Dušana Šaratarja ne bom posebej predstavljala, ker smo ne numero uno, ampak sem razmišljala na poti sem, da pravzaprav Dušan nekako uvod v pogovor o tvoji knjigi Počivališča na poti. Sem razmišljala, da sva se midva nazadnje pogovarjala tam v sosednji hiši in smo lih mislim, da iz Dantejevega leta vstopili v Pazolinjevo in zdaj smo lih kar vstopili v Kosovelovo. Kako si se srečal tam? Dober večer. Jaz Srečko to čisto iskreno moram reči, tako kot sem pisal tudi v Počivališčih, smo si predvsem na ti. Smo si na ti, se poznava in tako kot z večino pisateljev, s katerimi stojim v neki isti vrsti, imaginarni vrsti, nevidni dolgi vrsti, s pisatelji, ki so že mrtvi, ki jih ni, oziroma pisatelji, ki še ustvarjajo, ki so moji vrstniki in tudi s tistimi, ki šele prihajajo, ki mogoče še niso rojeni. Jaz verjamem, da obstaja neka ta dolga nevidna vrsta in se pogovarjam s tistimi zelo na blizu, zelo na ti, zelo osebno, s katerimi, v katerih delih se prepoznam. Jaz mislim, da je ključno za pisanje in tudi za neko svoj občutek v prostoru in času, kje smo, zakaj smo, kaj počnemo, da prepoznaš to, v kateri vrsti stojiš. In ti nevidni notranji dialogi, tudi jaz sem tudi celo v tej knjigi na enem mestu napisal, da je poezija pravzaprav dialog z mrtvimi, ni nič strašnega, nič usodnega ni na tem, če se z mrtvimi nenehoma pogovarjamo. In literatura je način pogovarjanja z mrtvimi. Se pravi, lahko se pogovarjamo, od njih se učimo, na način, da so nam posredovali nekaj bistvenega, kar se ne bi smelo nikoli izgubiti. Jaz, ko pišem, ne pišem samo o tem, kaj so me naučili, kaj sem prebral, kar so mi posredovali moji starši, moji prijatelji, moji učitelji, ampak pisanje je pravzaprav jezik, je neka nevidna dolga vrsta, ki vodi do samega začetka jezika, do trenutka, ko je prvič človek ali narava, tudi kamen, iz tišine prešel v svetlobo. In to se zdi mogoče zdaj pompozno na veliko, ampak to je zelo preprosto. Kaj se zgodi, ko pesnik napiše prvi vers? Kje je bil prvi vers pred tem? Je bil v tišini, ga ni bilo. V vsakem trenutku, ko pesnik napiše prvi vers, se jezik prerodi, na novo izumi in se nekaj iz neke globoke tišine, ki je predjezikovna, vrne v vsakdanjo govorico. In tako se jaz tudi z Kosovelom pogovarjam. Sicer jaz sem bila že pri naslednjem vprašanju, ampak si povedal nekaj zanimivega, da je v bistvu da je poezija pogovor s mrtvimi. Ampak koliko se ti med pisanjem v teh pogovarjanjih pravzaprav pogovarjaš sam s sabo? To je zelo težko povedati. Jaz, mogoče zelo preprosto povedano, skozi pisanje, skozi to dolgo neko ukvarjanje z jezikom, s poezijo, sem si poskušal ustvariti neko zelo preprosto
formulo, kaj pravzaprav je to pisanje, zakaj pišemo, komu pišemo, kdo nas nagovarja, oziroma komu govorimo. In ni verjetno slučajnost, ampak slovenščina ima to lepo besedo za ta poklic, ki ga jaz uporabljam, pisanje. Namreč v pisanju so vpisane že sanje. Pisanje. To ni samo navadno pisati ali tipkati, ampak v pisanju je nekaj globoko povezano z sanjami, s tistim, kar je, ne samo s tistim, kar je nezavedno, kar je strašno, kar je boleče, kar je moreče. Ampak jaz pisanje razumem kot tisto neko nevidno mejo, neko membrano med tem, kar je pravzaprav skrito, in po drugi strani med tistim, kar se zavestno ukvarja oziroma dogaja. Tako kot v polsnu, ko malo zakinkamo in v nekem trenutku se nam zdi, da že sanjamo, ampak pravzaprav ves čas mislimo. In ko se ta tenka linija med tem, kar se dogaja, kot rečemo, nezavedno samo od sebe, in med tem, kar naša misel, naš jezik, naši spomini, naše bolečine, naši občutki pravzaprav sami na nek način sugerirajo, na tej tanki meji je pravzaprav pisanje. In zato, da se nagovoriš, da si nagovorjen, jaz pravim, da ne pišem, jaz se ne sprašujem. Jaz se ne sprašujem, kaj je miza, kaj so sanje, kaj je duša, kaj je smrt, kaj je nezavidno. To so vprašanja, ki se ukvarjajo različne znanosti. Tudi kaj je fizika, oziroma kaj so zvezde, govori fizika, kaj je neskončnost, potem kaj je duša, lahko govori psihiatrija, lahko govori psihologija, lahko nenazadnje tudi filozofija, lahko kaj je lepo, govorijo estetika in podobno. Ampak mene pravzaprav zanima, kako biti duša, ne kaj je duša. Kako biti človek, ne kaj je človek. Kako biti smrt, kako biti ljubezen. In zato, da bi pravzaprav na ta način nagovoril dušo, jaz pišem samo takrat, ko sem nagovorjen. Nikoli ne začnem z vprašanjem, ampak šele, ko sem vprašan. Tako kot me ti prijazno vedno znaš nagovoriti, drugače da ti tiho. Hvala za ta lep in izčrpen odgovor. Ker si v bistvu načel vse stvari, o katerih te bom izpraševala, ampak v svojih romanih ti pogosto raziskuješ, kako preteklost teče skozi sedanjost. Kako sama izkušnja spomina pri tebi vpliva na način, kako pišeš? Vsi vemo, da spomini nas ne nagovarjajo vedno v nekih. Mislim, nas ne nagovorijo vedno v najprijaznejših tega. Lahko so to temne in kalne poti. In v 99% je vedno tako. Vedno se ne moreš pisati, če te ne boli. Jaz pravim, da pravzaprav tam, kjer boli, kjer imaš občutek, da se nekaj dela, da se nekaj spreminja, tam pravzaprav prvič tudi jezik vznikne. Seveda to delamo iz ljubezni, jaz pravim, da ne moreš napisati pesmi iz cinizma, niti iz sovraštva. Samo jih pišejo, Dušan. Iz dvoma ne moreš napisati pesmi. Ja, verjetno. Ampak ne, da bi zdaj rekel, da drugi tako, jaz tako, ampak sem prepričan in vem, da ne moreš pesmi napisati iz cinizma, niti iz dvoma, niti iz sovraštva. Pesem se lahko napiše samo na način ljubezni. In
zato moraš imeti poseben občutek. Vse stvari na tem svetu so narejene, to so že stari reči, iz 4 elementov, ne? Iz vode, zraka, zemlje in vode. In v vseh teh materialnih stvarih se lahko sprašujemo, kaj je to, zakaj je to, kako je to. Ampak zato, da pa ti, in to je jezik, recimo ta jezik, kot ne srečen običajni, vsakdanji jezik komunikacije, spoznanja, trgovanja, tudi ubijanja, tudi izsiljevanja. Ampak zato, da napišeš pesem, je potrebno... Res je. To je bislečko. Zato, da napišeš pesem, lahko obrneš tudi nadaljavo knjižne police. In ta poseben jezik je pa tisti 5. element. Ne? In to je izključno samo lahko jezik ljubezni. In ta piše poezijo. Kakšen jezik ljubezni te najbolj nagovori? Mislim, jaz bi rada zdaj, da poveš malo o tem jeziku ljubezni. Meni se zdi, da pač pri tebi je tako, da vedno je ta ljubezen prisotna, ampak kakšna je zate, kako jo ti čutiš, ko izpisuješ ta ljubezenski jezik, ne, oziroma jezik ljubezni? Ne bom znal povedati, ampak vem pa zdaj, pač že po teh nekaj letih, kar se ukvarjam s tem, da dokler tega jezika, te neke jasnine, čistine, dokler te megle ne vidim, jaz pa ne pišem, jaz ne govorim. Ne zato, jaz nočem, ne samo da nočem, niti ne morem iz nekega krča, iz neke, kot sem že prej rekel, iz sovraštva, iz cinizma, pravzaprav sploh ne steče jezik. In ta neka posebna naklonjenost se zgodi izjemno, zelo redko. Ni to nekaj, da bi jaz bil zdaj nek svetnik, da bi vedno in z vsako besedo lahko to pričaral. Tega jezika se ne da izsiliti. Nekaj je na tem, da pravzaprav takšen moraš biti. In tudi so te trenutki, in jaz sem tudi na nekem mestu v tej knjigi, mislim, da zelo jasno rekel, da pravzaprav ta občutek za ta jezik se zgodi samo enkrat v življenju mogoče. Mogoče samo sekundo, nič več. Zelo redki so ti trenutki, ko se nam pravzaprav nekaj odpre in ko se nam ponudi jezik. Ampak mislim pa, da je ključno to pa zdaj verjamem, da tudi, če samo 1 sekundo izkusiš to te zavedno zaznamuje. In pravzaprav iz tega odmera, te sekunde, ko imaš občutek, da pravzaprav, da je ljubezen, da je nekaj, kar ni samo od tega sveta, da je nekaj več kot samo to, kar je, s tem občutkom se da potem pisati. Kako se pa z njim živi? Po moje nič drugače kot tudi, če se to ne bi zgodilo. Jaz mislim, da je pravzaprav človeško življenje kot tako narejeno zelo premišljeno, ne? Kdorkoli nas je, karkoli nas je že naredilo, je zelo preprosto, za vse nas je težko, za vse nas je boleče, vsi se s pisanjem težko preživljamo, drugi z nekim drugim delom, vsi poznamo, kaj je izguba, vsi vemo, kaj je bolečina, vsi vemo, kaj je strah, ampak tudi na nek drug način, če da ponovim to, da se ne ponavljajo, imamo pa tudi verjetno nam je dano, vsem nam je dano, da vemo, kaj je ljubezen. Če prepleteva nekako v tvojem pisanju, ti v bistvu zelo redko neposredno nagovoriš bralca z sedanjostjo ali pa v sedanjosti.
je tukaj, ampak je zmeri od spodaj zelo močna špaga, odnosno nit z preteklostjo. Ne? In če vemo, kako je zgodovina in hkrati trdna in izmuzljiva, ne, bi te vprašala, a misliš, da je spomin, tudi ta zapisani in zapisovalni, zvesti kronist preteklosti, ali postane med pisanjem ustvarjalec neke nove resničnosti, ki je samo tvoja, recimo, in potem od bralca in potem kolektivno. Ja, hvala, super, to si dobro rekla. Lahko bi zelo na kratko to, da si spet odgovoril. Verjamem, da časa sploh ni. Čas ne obstaja. V tem smislu bi tudi lahko rekel, če nas ne bi nekaj zelo, zelo močno vezalo, kot je telo, kot je bližina, kot so drugi, kot so otroci, lahko rečemo tudi literatura ali karkoli, če nas ne bi na ta trenutek, na to telo nekaj v tem trenutku zelo močno vezalo, bi lahko rekli, da pravzaprav niti sedajnosti ni, niti tega trenutka ni. Tako kot tudi, čeprav več čas pišemo o preteklosti, preteklost pravzaprav ne obstaja, je pravzaprav tako prazen pojem kot prihodnost. Kako težko je napisati nekaj o prihodnosti, ne? Lahko rečemo, fantastično, znanstvena fantastika, domišljijsko, nekaj, kar se dogaja v prihodnosti. Ampak ravno to prihodnost je treba z neko domišljijo, z ustvarjalno domišljijo, z neko izkušnjo na novo izmisliti, jo domisliti. Pravzaprav ne obstaja nekaj takšnega, kar bi se lahko referirali na prihodnost. In tudi to, kar mi beremo kot preteklost, tudi to ne obstaja. Absolutno ne obstaja. Obstajajo samo neke materialne ostaline, na katere se mi podvežemo, pravimo, tam so neke lepe ruševine, je kup kamenja, ki pravzaprav, če ni človeškega jezika, če se ne bi spraševali in pogovarjali s temi ostalinami, s temi ruševinami, bi bilo to preprosto kup kamenja brez zgodbe. In jaz pravim, da je pokrajina in pripoved je pravzaprav duša tega sveta. Če ne bi bilo človeka ali pa različnih oblik te duše, teh jezikov, ki bi se o tem spraševali, bi pravzaprav niti preteklosti ne bilo. Mi imamo občutek, da je zgodovina se zgodila, ne? In to nas zgodovina kot znanost več čas hoče prepričati, da obstaja. Ko beremo recimo zgodovinske papirje, ko gledamo, kot se rekel, materialne, arheološke ostaline, ampak vse to je samo kot tako možno dojeti skozi zgodbo, skozi pripoved. Brez tega je to kup razsutih arhivskih ali pozabljenih papirjev, kot da bi se sprehajali po smetišču. Po drugi strani je pa to, kar nas dela kot pisatelje, da ustvarjamo ta nek pretekli svet z našo domišljijo, je pa samo to, da nas poveže na usode, na zgodbe, na bolečino, na grozo. Iz tega pravzaprav pisatelji na nek način skozi domišljijo napravimo občutek, da preteklost obstaja. Fizika je danes sem spet videl na internetu, je bila pisana najboljša fotografija, ki ste jo kadarkoli videli, najmlajše galaksije, spiralaste galaksije, ki je bila posneta pred 12 milijardami let. Kakšen obrazek v jeziku? Najmlajša galaksija je svetloba od nje potovala 12 milijard let proti nam. Spravi, mi, ko gledamo mladost, ko gledamo sebe, pravzaprav gledamo nekaj, kar je neverjetno staro. Tako da naše pisanje, to, kar mi gledamo, kar bojo nekoč brali, ali pa še lepša metafora, čim starejša je fotografija, tem mlajši smo mi na njih. Kako radi gledamo stare fotografije?
vsi smo mladi na njih. Pravzaprav to je ta, ne iluzija, ampak je ta občutek, ta privid, ki ga ustvari pisatelj, ko piše o preteklosti. In šele s tem, ko piše o preteklosti, ko bereš, imaš občutek, da je sedanjost pravzaprav vzniknila. Da je to, kar je bilo neskončno daleč ali pa neskončno blizu, 100 let, 500 let. Ta občutek pravzaprav pisatelj z svojo zgodbo, s svojim spominjanjem, spominom, ki ga vrača skozi jezik, naredi občutek sedanjosti. Omenil si fotografijo in to pa sploh ne vem, če sem vse te pogovori, ki sva jih imela, že kdaj vprašala, kakšno je razmerje, obstaja kakšno hierarhično razmerje pri tebi med ustvarjanjem fotografije in pisanjem? Ali si samo časovno izmenjujete nekako, kdo je takrat v fokusu? Dolgo časa sem govoril, nisem pesnik. Zdaj spet govorim, nisem fotograf. Nekako z rezervo zdaj že napišem, da sem, ko moram napisati, kaj sem po poklicu, napišem, da sem pisatelj. Ampak hočem reči to, imam neko globoko spoštovanje in nek respekt do poezije in tudi, seveda, vedno bolj tudi do fotografije. In prvo, kar sem, še preden sem pisal, sem pravzaprav fotografiral. In to zdaj, po 30-40 letih, pravzaprav, ko se nekako poskušam spominjati nazaj nekih začetkov, odkot, zakaj. Imel sem doma temnico v Murski Soboti. Mama mi je iz Bratislave, takrat to so bile tista pozna 80-ta, ko je bilo v Jugoslaviji vse strahotno drago, nismo si pač kupili povečevalnika in tistih kadij, pa kemikalij, pa fotografskega papirja in vse to. To je bilo relativno drago, nismo se mogli privoščiti in je mama enkrat šla z tem avtobusom, nakupovalni avtobusi so taki bili in so zjutraj zelo zgodaj, 4, ne vem, so šli z avtobusom v Bratislavo. In v Bratislavi so bili taki odprti trgi pa trgovine, tako včasih se je v Trstu hodilo na Pontaroso, ampak še prej se je hodilo v Bratislavo, to mi je bilo še ceneje. In mi je od tam pripeljala, kupila povečevalnik in tiste kadiji in sušilnik in vse to sem imel v kleti v Soboti in tudi prvi ruski fotoaparat so hotel imeti in jaz sem fotografiral in to je bilo neskončno, se mi je zdelo, da sem ustvarjalen. Namreč nisem znal pisati, jaz sem bil obupen. Jaz sem mislil, če v šoli pišeš slabe spise, da pravzaprav potem si tudi ne moreš pisati pesmi, če ne znaš več postavljati, kako boš. Ma kdo ti je rekel, da si pisal slabe spise? Slabe ocene sem imel. V slovenščini? Ja. Ma ne. In no, pusti to. In je bila neka fotografija, nek moj prvi tak stik s tem, da sem imel občutek, da sem lahko ustvarjalen. In potem, ko sem se odselil v Ljubljano, seveda tega nisem mogel več s sabo vzeti in mene je pravzaprav rešilo, da se je svet digitaliziral. In ko sem dolgo pa za poročno darilo, smo se zbrditi poročila, so mi kolegi ljubljanski kupili prvi digitalni fotoaparat, tak en Sony, in takrat se je meni pravzaprav ponovno odprl svet. In to je bilo, jaz sem napisal, mislim, da 1 ali 2 knjige, ampak sem mislil, ok, super, samo pa jaz fotografiral. Ampak jaz mislim, da je nekaj lepega na tem, da sem tak samouk tudi v fotografiji, kot sem samouk v pisanju. In seveda sem se spet neki vrsti stojim, ko prepoznavam neke fotografske izraze in iščem pravzaprav pisatelje, prej sem iskal pisatelje, ki so tudi pesniki.
In sem neskončno verjel, da pisatelji, ki pišejo tudi pesmi ali pa so prej pisali poezijo in zdaj pišejo prozo, da so to veliki pisatelji. Da veliki pisatelji morajo biti pesniki tudi. Da ne moreš preprosto si izmišljevati zgodbe, ne moreš biti, kot se temu reče, fabulirati. Jaz ne verjamem v suspens, literarni suspens, ne verjamem niti v umore. In na ta način sem mislil, če hočeš ohraniti nekaj, čemer sem jaz verjel, da je literatura, moraš izhajati iz poezije. In zdaj, neverjetno, več kot fotografiram, sem odkril tudi ogromno pisateljev, ki so tudi fotografi. In jaz mislim, da tukaj kot si me ti lepo vprašala, pravzaprav ni hierarhije. Ni prve ali druge ali tretje zanimanje, ampak mogoče to bo zdaj en tak provizoričen odgovor, ampak globoko verjamem. Vsa umetnost izhaja iz poezije. Tako fotografska, tako likovna, tako dramska kot literarna umetnost. Vsa umetnost je pravzaprav iz poezije. In če imaš občutek za ta odnos do sveta, do svetlobe, do kompozicije, do tišine. Občutek za kompozicijo je zelo podoben v poeziji in v fotografiji. Občutek za jezik je zelo podoben v fotografiji kot v poeziji. To so te temne lise in svetle lise. In to je tudi zelo podobno glasbi, med tišino in zvokom, med vidnim in nevidnim, med jezikom in tišino. Pravzaprav je umetnost, kot pravim, vsa iz poezije. Kaj gledamo tleje? Povej, kaj gledamo. Zdaj, mislim, ko je že 2 minuti minilo, se bomo zdaj že zamenjala? Začnemo še enkrat od začetka. Ne, pa daj, prav je zamenjati, če se da, ko je sliko naprej. No, bom pa povedal to. To je eno neverjetno, meni zelo ljuba in ne vem, kako se to bi zgodilo. Ta je prva slika. To je fotografija, ki sem jo naredil na reki Muri, na brodu. To je brod, ki prevaža čez reko Muro. In vsi brodi tam v naših krajih, mislim, da so še 3, 2 sta še delujoča, imajo gor na ograji ali pa Kristusa. In to so različni Kristusa, ki zelo izrazljane podobice Kristusov. Ampak to je seveda za pisatelja je seveda lepi motiv za fotografa, za pisatelja je pa to izjemna, seveda tudi lepa zgodba, pripovedno. Poznamo vsi to zgodbo svetopisemsko brodarja, ki prevaža mrtve čez reko, na drugi strani. Ta reka je seveda reka Mura, moja lepa domača, tam prekmurska panonska reka, ampak hkrati je to seveda tudi lahko svetopisemska reka Lete. To je pravzaprav zgodba, fotografija o tem, kako se duše prevaža iz enega brega na drugega. Boška sama. Spodno. Aha. No, zdaj pa malo to. No, povej potem o tej fotografiji, dokler se premakne. V tej knjigi se pravzaprav, tisti, ki ste mogoče že brali, ali pa še ne boste, že sam naslov počivališča na poti je pravzaprav bila napisana iz nekega takega starejšega pisatelja, ki večino časa sedi sam doma, v tišini, razmišlja in po neki gosto pisani, pogostih nekih potovanjih in spominjanjih sem prišel do spoznanja, da pravzaprav čas lahko podaljšamo samo s tem, ne da ga pohitrimo, ampak da ga ustavljamo. Vedno bolj moramo biti počasni, vedno manj stvari je treba narediti,
Vedno bolj se je potrebno posvečati tistim, ki so najbližje in kar se da veliko časa biti v tišini. In to so najlepši trenutki za prelistavanje fotografij ali branje ali pa seveda spominjanje na preteklost. In ta knjiga je pravzaprav, so te postaje teh neskončnih ustavljanj časa. In ko sem sestavljal seveda to knjigo, so bile najprej fotografije. Prej so bile fotografije kot besedilo. In to je ena od takih, po moje, inicialnih fotografij, brez katerih te knjige ne bi bilo. To je mislim, da okrog leta 90-ih, ko sem bil še sem na otoku na Pašmanu, kjer je večina te knjige, oziroma te zgodbe napisane, samo še, kot sem rekel, gozd. Najboljši gozd. In če nisem bil tam domač in so te podobe, te arhetipske podobe žensk in otrok bile pravzaprav vsakdanje na cesti, na ulici, med hišami, na obiskih in na dolgih večerih, ki sem jih preživljal z starimi ribiči. Starimi ribiči, to je treba tako razumeti. Tisti ljudje, ti stari ribiči, ki jih danes ni več, o katerih jaz pišem in se jih spominjam, so pravzaprav bili takrat toliko stari, kot jaz zdaj. V mojih očeh so bili to stari ribiči. In ko sem pisal, pride do tega, kar si me prej lepo vprašala, koliko se je ta notranji pogovor, dialoški. Seveda, ko se pogovarjam s sabo, nagovarjam te stare ribiče, pravzaprav nagovarjam ljudi moje starosti. In takrat smo pravzaprav še bili mladi, te gospe tudi ni več. In potem spet podoba iz reka Mura, fotografija iz enega drugega broda. In vedno pogosteje se mi dogaja, da so pravzaprav vstopajo v to zgodbo simboli, dosti križev. Nisem pravzaprav, ko sem fotografiral in ko sem zlagal te fotografije, nisem niti opazil, da jih pravzaprav toliko. Ampak vedno več je teh križev, ampak na lepih mestih so. In tako kot je na prejšnji fotografiji tisti Kristus, ki je šel gor v nebo, pravzaprav vožnja čez reko Muro tako zgleda. Brodar in to znamenje ni samo krščanski simbol, ampak je tudi kot neke vrste zavetnik. Ob pisanju knjige Zvezdna karta, kjer je tudi veliko fotografij, se pa je prikradlo nekaj drugega. Hotel sem, medtem ko sem pisal seveda to zgodbo o sodjudovske skupnosti, o mojem stricu, 11-letnem Evgenu Švarcu, ki je bil s svojo materjo deportiran v Auschwitz in sta tam bila leta 1944, takoj po prihodu oba pobita. In sem poskušal nekako opisati to težko zgodbo z nekim opisom nekega vsakdanjega življenja. Sem pravzaprav pa odkril, da se da s fotografijo narediti še nekaj zaporednih nedelj, ko je bila megla v daljšem časovnem obdobju, sem se odpeljal v Šalovce, kjer se ta zgodba dogaja. Zelo zgodaj zjutraj, ko je še bila megla, in sem potoval iz Murske Sobote, pravzaprav iz Šalovec proti Murski Soboti ob železniški postaji, v železniški progi, in kot da bi podoživljal seveda to vožnjo tega malega Evgena, kako je pač potoval s svojim očetom na tej železniški postaji. In
naenkrat sem odkril, da pravzaprav je največ, kar potujemo in kar zelo pogosto spregledamo, ampak kar je nekaj bistvenega, je to, da gledamo naravo. Človek danes okrožen z tolikimi urbanimi simboli, znaki, pravzaprav so mesta danes za nas džungle, neki parki, kjer je ves čas potrebno biti pozoren na neke urbane znake, simbole. Ampak mislim, da je za pisanje, seveda poleg tega, da beremo urbane znake, potrebno brati poezijo in predvsem veliko narave. Ne vem, zdaj se jaz... Ne, meni je zanimivo poslušati o teh fotografijah. Lahko, mislim, povej tistega, ki te najbolj nagovorijo, mislim. Jaz sem tjela... Tukaj je pa to, recimo, kako pride iz ene fotografije lahko cela zgodba, to je recimo poglavje poezija Dialog s mrtvimi. Jaz sem imel nek privilegij, da sem pred par leti preživel mesec dni na Wannsee, na jezeru v predmestju Berlina, na eni pisateljski rezidenci, in v tistem jezeru seveda so stare vile iz 19. stoletja. Poleg tega je pa zanimivo, da je bilo v 30 letih na tem jezeru zgrajeno prvo urbano velemestno tako mestno kopališče. To je recimo ta objekt, to je Bauhaus zide. In tudi ob kakšnem sončnem dnevu, julija, avgusta, je prišlo iz Berlina tudi 50.000 kopalcev. 50.000 ljudi se je z vlakom pripeljalo, da so se na tistih peščenih plažah kopali in zabavali. Marsikaj se je tam dogajalo na teh plažah. Seveda pa, če si sam, pa če si v tišini in nekako s svojimi mislimi, pa odkriješ pa seveda tudi tisto, kar nočeš. In to je, da seveda na tem Wannseeju je pa tudi vila, prav nasproti tiste, v kateri sem živel, je bila pa leta 2014 Wannsejska konferenca, tista znamenita konferenca, na kateri so nacisti, SS-ovci in ta vrhuška gospodarska, pravna in vojaška elita parafirali prvič dokument o končni rešitvi judovskega vprašanja. In mene je seveda ta kontrast med tem neizmernim, lepim, meščanskim, malomeščanskim, kakorkoli življenjskim stilom na eni strani in seveda to urbano mladino od 30 let, ki se je tam zapijala, uživala, žurala na teh plažah. Kako se seveda ta kontrast, kako se te zgodovinski trenutki mešajo, stapljajo, in to pravzaprav lahko razbereš oziroma ločiš samo tako, da napišeš potem pesem. Bi jo prebral? Mogoče imam zelo kratki odlomek pripravljen. Govori pa o tem, ko se vračam v Soboto, v Soboški park, kot pravim, in se spominjam tega, kako sem pravzaprav prvič slišal besedo, zgodbo, pravljico v Soboškem parku, v gradu, kamor sem hodil na ure pravljic kot otrok. Spomnim se, da bil sem star mogoče 6-7 let, ne vem, če sem bil v prvem razredu, drugem verjetno, in še nisem znal brati, ampak seveda so nam tam pripovedovali. In ta prva izkušnja srečanja z jezikom. Zavijem v Soboški park. Ne vem, kdaj sem se naučil brati. Pomislim, ko se med mogočnimi starimi drevesi sprehajam po zavitih poteh proti gradu.
Pisati se učim še danes. Spominjam se velikih kosmov snega, ki so gosto in počasi padali z nizkega, nagubenega ter zatemnjenega neba, kot bi se nebo spustilo na obeljen park. Vse poti so bile prekrite in zasute pod mrzlo odejo. Pognal sem se v temo in belino proti domu. V ušesih in v domišljiji mi je še vedno odzvanjala pripoved, ki sem jo poslušal predtem v grajski knjižnici. Vračal sem se z ure pravljic. Ne morem več priklicati v spomin podobe otrok, s katerimi smo kot začarani sedeli v nizki, obokani učilnici. V kotu je prasketal ogenj v peči. Vsake toliko je pripovedovalka, ki je stala v poltini pred nami, odložila odprto knjigo. Zdaj je bila tišina, v katero smo bili zatopljeni, še tišja, globlja. Potem se je počasi sklonila k peči in skrpo odprla vroča vratca. V prostoru je zaplapolala topla, živa svetloba žerjavice. Še preden so ugasnile iskre v naših očeh, je pripovedovalka, ki ne vem več imena, niti ne vidim njenega lica v notranji predstavi, nadaljevala pripoved z blagim, enakomernim glasom, ki pa je v sebi skrival neko otroko nedoumljivo napetost, morebiti bolečino. Zdaj, ko se spominjam, vidim samo plapolanje sence ob peči in razločno slišim pripovedovalkin melanholičen glas. Zgodba se je pozabila, pripoved je ostala. Morebiti sem tistega večera, ko sem nenadoma ostal sam na sredini temnega, zasneženega parka, a je v meni še odmevala zgodba, postal pripovedovalec tudi sam. Učim se pisati, da bi obnovil zgodbo, z domišljijo ohranil vez z otrokom, ki še hodi po zasneženem soboškem parku. Tvoje knjige pogosto dišijo po otroštvu, ali pa so mesta, ki zelo močno zadešijo po otroštvu. Ne samo tvojem. Mislim, so kakšni spomini iz tvoje mladosti, ki te recimo spremljajo kot nekakšni svetilniki v temi in ne najdejo poti. Ta je ful lepa, tista je zelo lepa prejšnja. Ne reče. Je zelo lepa. Mislim, še fotografiraš oblake? Ja. Dušan, od vseh fotografov, ki sem jih jaz spoznala veliko in tudi zelo imenitnih, nihče ne fotografira oblakov tako kot ti. Zato sem ti že rekla. Maestro, cel. No, če se vrnemo, so spomini iz tvojega otroštva, ki jih ne spustiš v pripovedi, zgodbo, kot praviš, ki jih ne izpišeš? Seveda, pa ne zaradi tega, da bi cenzuriral, nekako se samo cenzuriral. Ne, sem mislila to. Da ne bi to spustil ali da mi bi bilo nerodno, ampak kot sem že rekel prej, to otroštvo, katerega se spominjam in ga obnavljam in ga iščem, jaz nimam nadzora nad tem. Jaz tega ne morem niti izsiliti, niti cenzurirati, niti utišati. Mislim, da sem v tej knjigi nekje napisal. Odrastemo takrat, ko se poslovimo od otroštva. Ampak ta otrok, ki je bil, ki smo bili nekoč, ta otrok je še vedno v nas. Mi ne zapustimo otroka, mi se pač odrastemo, zrastemo. Ampak ta otrok, ki smo bili nekoč, ta še vedno v nas. In tega otroka jaz nočem raniti.
niti ga poškodovati, uničiti, niti ga ne povzdigujem, ampak, tako kot si me lepo vprašal, jaz imam točno toliko dostopa do otroštva, kolikor ta otrok pove, kolikor mi zaupa. In jaz mislim, ponavadi se bojimo otroštva, ne? Da je nekaj strašnega, pa kaj je to, pa tako. Ampak jaz mislim, da otrok v nas, ko govori samo o čudežu, o lepem, o nekem presežnem, o dobrem. In tega otroka je treba na vsak način poskušati ohraniti, ščititi in ne ga raniti. In zato je mogoče vse to, kar pišem, tako, kako lepo, kako lepo, idealno in lepo otroštvo imel. Ampak to je stik s tem otrokom, s to dušo, neko čisto dušo, ki si je zapomnila. Jaz pravim, da sem imel najlepše, najbolj bogato otroštvo, kakor je možno. Čeprav je bilo popolnoma isto otroštvo kot vsako drugo. Veliko sem, ne vem, odraščal sem pač v malem mestu, imel sem prijatelje, dostikrat me je bilo strah, dostikrat mi je bilo nerodno, dostikrat so me pretepli, dostikrat sem bil tiho, dostikrat sem izgubil pri kakšni igri. Ampak vse to na nek način, ko to pač nekako prerasteš, ko ta otročji pogled odpade in ta infantilnost pogleda na otroštvo odmisliš, potem pravzaprav zagledaš otroka, ne več nekega infantilnega malega človeka, spolnega z nekih strahov, frustracij in pač teh stvari, kot ponavadi gledamo na otroke. In to je lahko poezija. To je postaja, s katerih so jih odpeljali v Auschwitz. In kar naredi fotografija, strašnega je to, da tudi danes, ko stojiš na tem železniškem nadvozu, na mostu in gledaš te tire, to so isti tiri, kot so bili leta 1944. Dodane so te seveda električne žice, drugače pa, kar je grotno, in če znaš to obrati, če poskušaš to obrati, ta narava je popolnoma ista. Ti grmi, ta potka makedanska, verjetno tudi ta trava, ta šodar je isti, kot je bil 26. aprila leta 1944. In iz tega lahko vidiš, na nek način občutiš in kot tišina ti pove več kot kakršenkoli slab zgodovinski zapis. To je posnetek iz meni strašno ljubega in dragega Sarajeva, kjer sem napisal tudi zelo pomembno poglavje iz knjige Panorama. Zgodbe, tiste, v katere vpelješ svoje prijatelje, naključne ali pa tiste, katerim se vračaš, kako drugačne so tiste, ki se odvijajo v mestih in so neposredno povezane z literaturo od vseh ostalih? Zdaj te sprašujem, kako ločuješ en čudež od drugega? Ne morem ločiti. Ja, vse. Ne morem ločiti, tako kot ne morem ločiti, mogoče bo to vprašanje, se lahko bi tudi tako razumela, ampak ne jemem tako, ne ločim urbanega in neurbanega, ruralnega ali staromodnega in modernega. To pravzaprav za človeka popolnoma nebistveno. Mislim, da se človek, ki živi v nekem zelo modernem, urbanem megamestu in človek, ki živi v nekem malem, otročnem kraju, v vasi ali na osamljenem otoku, je v nekem bistvu pravzaprav v odnosu do življenja in do tega, kar mu je dano, da doživi, da izkusi, pravzaprav ni razlike.
V Razlika so otroštvu je razlika, Dušan. v otroštvu, mogoče. Čeprav tudi V načinu, v skozi kaj. možnosti. Ja, v možnosti, kako Možnost. spoznavaš To je življenje. absolutno. To je absolutno. Ti bi čisto drugače pisal, če bi odraščal od prvega leta na Grablovcu. Samo tako je. Ampak hočem reči, da je to, da sem odraščal v Murski Soboti. Tam je živel, tam smo bili sosedi. Ja, in jaz mislim, no to se kot točno, vse to vem. Hočem že to reči, da sem v malem kraju, daleč od vsega, Bog za hrbtom odraščal, neznanska prednost. Zame neskončen dar. Zame, ko sem prišel, če še o tem, mislim, ne vem, če sem pisal, ampak o tem pišem, mislim, da zdaj, v trenutku, od teh dolgih vlakih, ko smo se, še, kot sem bil prvo leto študent, smo se vozili z vlakom v Ljubljano 4 ure pa pol. Danes pravi, uro pa pol že prideš v Ljubljano. Ampak skozi tisto 4 pa pol ure počasnega potovanja vsako nedeljo se je neskončno veliko zgodilo med nami, ki smo v teh počasnih vlakih potovali in se potem v petek spet 4 ure pa pol vračali. Ampak to se hoče reči. Zame je bila Ljubljana, ko sem prišel leta 88, ne vem, v Sem, v prvem trenutku neskončno sem mislil, evo, zdaj pa sem prišel v veliko mesto, v neko belo Ljubljano, prestolnico. In zame je bilo popolnoma tiho, provincialno mesto. Če sem ga primerjal z Soboto. Jaz sem vsako nedeljo šel v kino. Jaz sem vsako petek smo šli v klub mladih v Murski Soboti, v gradu, so špilali bendi. Mi smo se tako rekoč, pač smo že bili stari, da nam pretiraval, vsak večer v Dijani, v mestni kavarni, tu bivali in posedali in smo si menjevali plošče, pa kasete, pa ono pa tretje. Jaz sem, ko sem prišel v Ljubljano, je bil, pač že so bili izdihljaji punka. Ampak mi smo punk v Soboti poslušali, kot da je nekaj popolnoma sočasnega. In sem mislil, kakšna je potem ta razlika? Velika razlika je bila to, da sem bil neskončno osamljen, da sem imel občutek polne tujosti, da sem se edino, na kar sem se lahko uprl, je to, da imam na glas in ga, hvala Bogu, nisem izgubil, ker tudi to so mi hoteli v prvem in drugem letu, ko sem bil tukaj, vzeti. Kako to govoriš, se ti nišče ne razume. Ampak, kar je bilo pa velikega v tem mestu in kar občudujem še danes in kar sem hvaležen Ljubljani, ni ta, da sem me razsvetlila, ampak je pa bila kinoteka, če se po Soboti ni bilo. Moram reči, da je pa bilo iskreno, da sem prvo leto, ko sem bil, so bile tisti double bill, če se še kdo spomni, da si lahko šel v 5, pa sem večer gledal prvo kino predstavo, pa sem šel ven, pa nazaj še enkrat skozi notri, še en film in sem potem, kar sem res dobil, je to, da sem videl celega Possolinija, pa Kišlovskega, pa vse te velike kinotečne filme pravzaprav videl. To je bilo moje prvo socializacijsko leto v Ljubljani. Biti sam, Brigitte še ni bilo. Kje si bila Brigitta? Ona je bila še srednji šoli. In je to zame bilo socializacija v Ljubljani. Jaz se predstavljam v mali, temni kinoteki. Ker se je še lahko kodilo takrat, ne? Pa se je vsak, marsikaj se je še, pa potem smo šli v Unijo, pa se je posedelo, tako da sem imel ta občutek, da je pravzaprav mesto veliko samo zato, ker ima malo kinodvorano. Vse drugo je pa bilo, popolnoma se mi je zdelo eno tako zelo pač utrujeno provincialno mesto. Ja, provincialno z veliko, ja. In veliko več, to je ena od, zdaj tako slikam oblake na ta način. To je za eno serijo, ki bo je Nočnega neba in teh meglic na nebu, to sem se zdaj naučil, kako se to da fotografirati. Kako? Povej. Z iPhonom. Moraš gor na avto dati telefon na streho, A te? pa moraš dolgo, zelo pri miru, ne smeš se premakniti, ne smeš dihati, pa držati v nebo in potem to nastane. To je pa ena tudi zgodba, o tem pišem tudi, to je pa zgodba, recimo tudi ena mladostna zgodba. To je pa, če je bila prej zgodba o koncu otroštva, je pa to zgodba o koncu mladosti.
namreč tistih nekih mladostnih let, ki sem jih preživel pa v Ljubljani, in je to slovo od Medane, kjer smo vrsto let, vsako poletje preživljali na teh dnevih poezije in vina, in to so ostanki Gradnikove domačije, in tam je bila ta Murova, kjer so bili pesniški večeri, in sva predlani z Brigito šla Medano, tam na eno kosilo, in daleč sem videl to, sem rekel, sem pa šel to Gradnikovo domačijo še pogledati, kaj že dolgo nisem bil, in sem prišel na dvorišče in je iz tistega lepega spomina Gradnikove domačije, velikega pesnika, in je bila njegova zapuščina, je takrat na tisti dan to bilo ostalo od Gradnikove domačije. In pravzaprav ta fotografija teh ruševin pove veliko o tem, ne v našem odnosu do dediščine, našem odnosu do, ne vem, pisateljskega dela ali niti, ampak veliko pove pravzaprav o poeziji. Jaz mislim, kako sem to napisal, mislim, to videl, sem napišel po moje en lepših part pravzaprav nekemu času, nekemu mladosti, nekemu slovesu od mladosti in po mojem najlepše poglavje te knjige. Tako je treba gledati ruševine. Ne samo z žalostjo, ne niti z nostalgijo, ampak jeslimo rečem z melanholijo, ko neka patina, ko žamet prekrije ne samo bolečina, ampak neka čista žalost, brez solz, ko prekrije kamenje, ruševine, grobove, takrat pravzaprav lahko napišeš pesem. Kaj sem hotela? Ja, to sem hotela. Vsakokrat, ko se pogovarjava o kateri avtorjih knjig, ali pa recimo smo se tudi že o celotnem opusu, seveda ti rečeš, da najljubša ti je tista, ki si jo likar napisal ali pa ki jo pišeš. Če si jaz prav razumela tvoje narečje v enem intervjuju sem, ker so bili pod napisi, je ta knjiga v bistvu zate nekako najbližje neki popolni ali pa celostni, celokupnost tistega, kar hočeš zaobjeti s pisanjem. Ja. Mislim, da sem tam celo tako na povprečnosti v nekem intervjuju rekel, da tudi kot pisatelj ali pa kot človek, ne vem, na nek način dozoriš, in bi rad napisal v življenju, s tem rečem, vsaj eno spodobno pesem, vsaj eno drobno knjigo, katere bi se tudi sam na nek način prepoznal. In to zdaj ni sodba, to je zdaj pač moj občutek, to, kar vem, bom rekel, da je Počivališče na poti, ne da sem pustil srce in sem se fejst trudil vse to, ampak mislim, da je na nek način popolna knjiga. Popolna v tem smislu, da ima neko posebno, jaz takšne knjige še nisem bral, neko posebno kompozicijo, popolnoma tako, to sem dolgo iskal, tako kompozicijo, da je napisana z nekim popolnoma, ne bom rekel drugačnim, ampak z drugačnim jezikom, dotikam se in da se končno, tako bom rečem, zelo na kratko, končno sem se rešil dokončno tega, o čemu rečejo, ali je to poezija, ali je to esej, ali je to memoarsko, ali je to dnevnik, ali je to roman, ali je to kratka zgodba, ali je to novela, ali je to literarna kritika, ali je drama. Vse to je popolnoma, absolutno nepomembno pri literaturi. Za književnost je to nepomembno. In jaz sem se v tej knjigi pravzaprav
odmaknil, ločil, stopil stran od tega, če mu rečemo zvrstnost ali neka opredeljenost, ne jezik, knjige. Pišem z nekim enotnim, enovitim esejem o spominih, o zgodbah, z nekimi polesejističnimi vložki, z nekim religioznim jezikom tudi, z nekim zvišenim jezikom, potem spet popolnoma z nekim preprostim vsakdanjim jezikom opisujem kraje, čase in predvsem to, kar so se prej že pogovarjala, pa mogoče nisem povedal, ta knjiga nima ne začetka, tako kot nima glasba nima začetka. In naši stari muzikanti so rekli, muzika nema začetka, pa tudi končetka nema. Se pravi, ta knjiga je odprta, nima svojega konca in tudi nima svojega, tistega, kot bi rekli, enovitega časa in prostora. Tudi jaz mislim, da pravzaprav je trenutek, ko začne, če se literatura hoče napisati kot literatura in rešiti kot literatura, da niso to samo še napeti žanrski romani, se mora pravzaprav rešiti časa in prostora. In kauzalnosti. In kauzalnosti. In linearnosti. In linearnosti. One shot. Veš, kaj sem se zdaj spomnila med tvojo pripovedjo? Tvoja knjiga je pravzaprav, si gledal Ruski zaklad Sokurova? Ste gledali? Na koncu so meglice, na koncu kot so meglice in on in ta pripovedovalec in Sokurov je to posnel z ne vem, pač 1000 statistov in on v bistvu reče, poglejte morje, ne mislim, morje je ogromno, je Panonsko morje, vsa morja so samo morja in sprašuje, mislim, da vpraša po mami. Ne? In tak občutek je pri tvoji knjigi, zdaj, ko si omenil, da ni začetka in končetka, tako je, ne? Ja, mislim, zelo malo ljudi lahko pričara taka stanja. Tako da. Ampak, če bi pa vrsto reči, kot so se pogovarjali prej, je pa ta vrsta, ko enkrat pa začnemo v tej vrsti govoriti, tej nevidni dolgi vrsti pisatelju, jih je pa vedno več, neskončna vrsta. Seveda, tudi Tarkovski je recimo, in tudi njegov oče, pesnik, ta vrsta je pravzaprav neizčrpna, ne? Ampak šele v trenutku, ko stojiš v njej ali pa ko se v njej prepoznaš. Potem rečeš, joj, pa ta je referenca, pa tisto, ampak ko pa stojimo zunaj tega, oziroma se delamo, da to ne obstaja, da je to nekaj, kar je zaprašeno, staro, da je nekoč bilo, pa to izgine. In jaz mislim, da je tudi ta knjiga, pa se boš verjetno strinjal, je tudi temu, čemu danes tudi, kar pravzaprav iščem, ko berem, prisotnost pripovedovalca. Iz današnjih knjig je pravzaprav pripovedovalec, njegov glas izginil. Jaz hočem biti prisoten, popolnoma kot neviden, utišen, v strani, ampak knjiga brez pripovedovalca, se pravi tega, ne prvo osebnega, ampak če bralec nima občutka, da v njem sedi nekdo, ki mu to pripoveduje, kot notranji glas, potem to ni literatura. Ne, tvoj glas je zelo jasen. To ni samo v tej knjigi. No, boš še kaj povedal, ali lahko je še kaj vprašal? Potem bo še nekaj, eno lepo zelo pripravljeni za intervju. Prav. Čakaj, kaj pa je to? To je, recimo, tako si jaz predstavljam, to je zame neskončno lepa fotografija, lepa pokrajina, spet ruševine, ampak to ima neko neskončno zgodbo. To je megla, zelo zgodaj zjutraj in to so ostanki postaje, železniške postaje, poslopje železniške postaje, ki teče med Čalovcem in Murski Soboti. To so prostori, kjer so zbirali in potem deportirali prekmurske Jude na vlake. V takšnih prostorih so jih zbirali. In danes, zdaj, ko gledamo to,
se zame to neskončno melanholično na nek način lepo deluje. Ne? Ampak šele ko to zgodba, ne, ki je za tem, jaz mislim, da se to čuti tudi na tej sliki, čeprav Ja, ni se. nikjer mrtvih, nikjer ni otrok, ni tistih velikih oči, ni bolečine, ampak ta čisti melanholičen pogled pravzaprav nosi to pripoved. Jaz se spomnim ene druge fotografije, ne vem, ali je bila v zvezdni karti, kje so bile še fotografije, Ja, ki je bila drugačna. Hotela sem te vprašati, a ni lepo, da pustijo te ruševine? ja, seveda. Ampak tega ni dosti. Ne, ni, to je zdaj prepuščeno tistemu, kar temu rečemo, najlepšemu naravnemu prepadu. Tega nihče ne obnavlja, nihče ne vzdržuje, nihče ne dela iz tega muzeja, niti arhiva. Ampak tudi ne porušijo, da bi nekaj Niti ne drugega porušijo. To zgradili. bo To zdaj so tako mislila. dolgo tam, dokler se pač ne bo sesulo v najlepše ruševine. To bojo antične ruševine. Čez 500 let bojo to pač ruševine, kamenje. Če dovoliš, Daj. Klikta to sliko je ta en odlomek, ki pa na sliku, to pa poleg seveda spominov na take tragične dogodke, težke, je to knjiga tudi lepih otroških, najlepših otroških spominov. In poleg lepih otroških spominov na zgodnje morje imam tudi na učenje smučanja. In čez ravno je zima, bom prebral en tak zelo kratki odlomek o recimo o zimi in navdušenju nad smučanjem. Se pa bolj izgubil. No, naš. Pa še te slike. Od tal se naglo dvignem s hitro gondolsko žičnico, ki me potegne proti vrhu gore. Za mano ostaja ozka in dolga kotlina, ki se vije med gorami kot široka, usahla reka. Daleč spodaj je še vse potopljeno v sence. Tam je jezero, obraslo suho trstiko, ki sem ga obhodil zgodaj. Še preden je siva svetloba osvetlila samotno gas skozi gozd. Sijal je samo sneg, kot bi mraz žarel. Jutranja megla se še oprijema po mrzlih tal. Iz temnih streh, ki so od tukaj videti kot pomanjšanje, se vije droben siv dim. Nad človeškimi bivališči, cestami in pasovi gozdov v vznožju bdijo mogočne gore. Tiho, zamaknjeno in odsotno ležijo na zemlji. Brez veliko hrupa in lažne pozornosti se nekje na vetrovnih vrhovih dotikajo neba. Ljudje spodaj pa stojijo v dolgih vrstah in čakajo pred blagajnami. Kupujejo smučarske karte za vzpon na sončne bele strmine, ki se spuščajo čez gorska pobočja. Kot obljuba svobode. Šele pod vrhom, ko so vrste pred gondolami in nestrpnost, vznemirjenost ter veliko pričakovanje, ki preplavijo smučarja, preden se dvigne iz megline doline, torej, ko je vse to svetno, vsakdanje in običajno že za nami, šele takrat se kot po čudežu od nekod prikaže čisto jutranje sonce. Sije v tesno gondolo, ki nas vsakim nihajem ponese više, bližje luči. Ostra svetloba se lomi med smrekami in se lesketa na zaplatah snega, kot vznemirjene otroške oči, ki pogledujejo po vejah, previsnih skalah in temnih kotanjah. Kljub zimi tukaj ne zmrzuje. Kapljice padajo v potoke, hudournike in potočke. Vse počasi teče, pada, izpodjeda zemljo, kot bi se po vodnih žilah hranila, napajala gora. Živi od bistre vode, svežega zraka in jutranjega sonca.
Takoj, ko smučni na rami stopim iz gondolske postaje, me prevzame gorska pokrajina. Smuči spustim v sneg in za hip pogledam proti dolini, ki leži nekje globoko spodaj, skrita pod odejo oblakov. Pogledam navzgor, proti najvišjemu vrhu, ki se lesketa v soncu kot konica zlatega peresa. Od tam se spušča sprva ozka in strma proga, ki se kmalu pod previsom razširi v belo planjavo, po kateri se spuščajo prvi smučarji. Kot drobne pike, ki za sabo puščajo pravilne, nekje daljše, drugje krajše vijugaste sledi v snegu. To je pisava, smučarjev rokopis na belih listih gora. Poženem se z vrha, iščem nove, strme, hitre in še nepopisane površine. Spuščam se, vijugam. Z robniki pritiskam v pomrzli sneg. Trudim se, da bi bil moj rokopis v snegu pravilen, enakomeren in neprekinjen. Menjavam dolge in kratke zavoje, ostre in mehke, kot otrok, ki se veseli dolgih, lepih stavkov, s katerimi polni vrstice in strani v brezčrtnem zvezku. Navdušenje, da je po dnevih in letih vaje usvojil umetnost pisanja. Hvala. A ti dam to, greš ti naprej, sem še šla malo naprej. Super. Se bi komentiral, ampak to je na lepem dvorcu, smo bili v Italiji in zapisal poglavje v Gradnikovi domačiji, pa sem poslikal našo spalnico. Sem poslikal našo spalnico. Tako izgleda to, ampak mislim, da so te vijuge podobne kot na snegu. To je pa spet eno, pravzaprav jaz sem rad to izmenjavanje nekih urbanih pa pejsažev in prekmurske pokrajine. To je pa nedaleč stran od Ivanovec, tam, kjer mi, ko gremo v Prekmurje, prebivamo v hiši Brigitinih staršev in sva se peljala, mislim, da na eno pokopališče, pa je bila glih taka lepa megla, pa sem naredil ta posnetek. In ta megla, mogoče lahko tudi zaključimo, to se mi zdi bistveno, pravzaprav kaj je megla? Megla je nek najlepši naravni pojav. Meteorološko, če v Wikipediji vpišete, kaj je megla, vam napiše oblak, ki se še ni dvignil v nebo. Megle so oblaki, ki so ostali na tleh. In ta megla je seveda za pisatelja, za pesnika, za filmarja, za kogarkoli, za romantično dušo so včasih rekli, za človeka, ki se ukvarja z nevidnim, nekaj zelo pomembnega. Megla hkrati zastira, skriva in po drugi strani dela tisto, kar bi bilo nevidno, vidno. S tem, da pokaže v obrisih, v silhuetah, v slutnji in predvsem v svetlobi. Megla je pravzaprav najgostejša in najbolj čista svetloba. Hvala. A si hotel tako zaključiti? Hvala. Jaz bi se še pogovarjala. Hvala. Seveda, če so kakšne vprašanja, če ne bomo pa poznali. Ja, čeprav jaz bi samo še stvar lahko vprašam. Če nima se nič proti. To mi je Georgi dal idejo pred letom dni, smo se dolgo o teh stvareh pogovarjali, in on ima celo neko rešitev.
Ma ne te prave, veš, kakšni so Bolgari. No, skratka, pogovarjala sva se o tem, če si vi, pisatelji, predstavljate svet, jaz kot nepisatelj si ga z lahkoto, ne? Kjer bi imela literatura enako težo kot politika in ekonomija. Razumeš ti to kot utopijo ali bi se res lahko šli ta eksperiment? Jaz verjamem, da je pravzaprav poezija centralna zadeva tega sveta. Je ves čas v centru in v temelju. Problem je mogoče edino samo za tiste, ki nimajo dostopa do poezije, da tega še ne vejo. Drugače pa si ne predstavljam, to bom odgovoril zelo nazorno. Predstavljajmo si, ne, da čez 500 let nekdo, bodisi politik, bodisi znanstvenik ali zgodovinar, raziskuje zgodovino začetka 21. stoletja, recimo čas okrog leta 2026, in reče, da v tem času na svetu ni bilo poezije. A si je sploh mogoče predstavljati takšen svet? Poezija je pravzaprav edino, kar bo ostalo. In tudi danes, ko se pogovarjamo o dogodkih v Srebrenici, ko se bomo pogovarjali čez 500 let o Gazi, ko se bomo pogovarjali o drugi svetovni vojni, ko se bomo pogovarjali o dogodkih pred 500 leti, ki so se zgodili, pred 1000 leti, o antični Grčiji, o starem Egiptu, o Mezopotamiji, o prvih civilizacijah, o mitu Gilgameša. A imamo mi kakršnokoli drugo predstavo od tega, kar je ostalo v poeziji? Pravzaprav nič ne ostane razen poezija. In zato jaz pravim, da je to temeljno ves čas v strukturi sveta. Pravzaprav je nemogoče govoriti v jeziku in tudi jezika ne bi bilo, če ga poezija ne bi ves čas prenavljala. Mi bi še danes govorili tako, kot so govorili pred 5000 leti. Če ne bi poezija, spravi tisti, ki so imeli dostop do jezika, stik z Bogom in ki so imeli neko skupnost, če teh ne bi bilo, bi pravzaprav mi govorili še zelo, zelo malo ali težko. In zato celo tako pravim. S tem bom mogoče zaključil, pa mojemu prijatelju nadaljav, se ga ne poznam. Mark Casal si je prevedel od Grga Gospodinova v španščino. Tako da, moj odgovor fiziku žalosti velikemu pisatelju bi bil takšen. Za obred, magari religiozni v cerkvi, kakorkoli, jaz pravim za obred, so potrebne samo 3 stvari. Močna poezija, dobro vino in skupnost čujočih, ki sedijo in poslušajo. Se pravi, za skupnost čujočih in veročih. In to je bistveno za ta svet. In tako kot upada pa se zgublja ta čudež za obred, obrednost, literarnost tega sveta, ko je čudež pravzaprav kot poezija sama, to je pač obred neke vrste. Tako imajo nekateri občutek, da poezija izginja, da se skriva, ampak to je centralnost. Samo tega še oni ne vejo. Vsi to. Hvala, da še res. Thank you.